pa še takrat tiste, ki so to vzpodbujali, sodobni slovenski zgodovinarji pogosto poimenujejo kar za nacionaliste. In je uvedel posebno rubriko tako za profesorje in posebno rubriko za uradnike, v kateri je objavljal: danes se vam javljam z Litijskega, tam uradnik ta in ta še vedno zna slovensko, pa noče govoriti. Spoštovane in spoštovani, dobrodošli v podcastu Družine. Danes je z mano dr. Ignacija Fridl Jarc. Kako vas lahko kličem, gospa Jarčeva, ali da se kuj na začetku to že zmeniva? Lahko kar Ignacija. Ignacija, okej. Torej, Ignacija je urednica in tajnica pri Slovenski matici, hkrati pa je prevajalka, filozofinja, torej pisateljica v tem smislu. Kaj bi še pozabil, kako bi se še predstavili? Tudi predavateljica na Novi univerzi, predvsem pa vodim Slovensko matico. Tajnica urednica je uradni naziv, gre za neke vrste izvršnega direktorja v današnjem pomenu besede. Danes sva se dogovorila, da se dobiva predvsem zaradi tega, ker je torej nova številka tednika Družine je malo posvečena torej slovenski identiteti. Nekako smo videli, da je tudi to področje večkrat potrebno nasloviti in večkrat se lotiti iz različnih perspektiv tega vprašanja, ki se mi zdi, da postaja vedno bolj pereče. No, to bova še skupaj ugotovila, če to drži ali to ne drži. Ampak torej slovenska identiteta, zakaj, kako je bilo in kako je danes mogoče. In zato se mi zdite res zelo primerna sogovornica in se zahvaljujem tudi, da ste prišli, ker sva se zelo na hitrico tole dogovorila in zmenila. Pa bi mogoče kar začela s tem, kako vidite recimo ta razvoj torej slovenstva, mogoče pustiva tiste čase, ki so daljni, ampak mogoče kje bi vi začeli, pravzaprav vašo refleksijo slovenstva, če na ta način rečeva, v katerem obdobju, a je to bolj 91. Tisti res prelomen trenutek, ki se vam zdi, da je že kaj prej potrebno o tem govoriti, kako? Torej dolgo je veljalo v nekako slovenskem prostoru, da je prav kultura, umetnost, tudi naš jezik predvsem, bila tista, bili tisti, ki so vzpostavili slovensko identiteto, neko ovedenje te etnične skupnosti, ki jo je povezoval jezik. In zato nikakor ne bi izpustila tistih daljnih časov, kot jim pravite vi, ker se mi zdi, da je treba začeti, tako kot je govoril že Kopitar, pri Brižinskih spomenikih. Nenazadnje je to prvi zapis v slovenskem jeziku, lahko smo zelo izredno ponosni nanj, predvsem zaradi tega, ker vemo, da marsikateri jezik ni bil pisno razvit tako zgodaj, torej na prelomu tisočletja, in zato je toliko bolj pomembno, da tega ne pozabimo. In potem seveda celotnega loka razvoja slovenske identitete skozi jezik, skozi zapisano besedo, pozneje tudi knjigo pri Trubarju z njegovim znamenitim nagovorom Ljubi Slovenci. In seveda ves ta lok je treba upoštevati tudi danes, zlasti v času, ko se mi zdi, da poskuša zgodovinska stroka odvzeti kulturi ta primat nekakšnih korenin, temelja slovenstva in nas prepričevati, da se je slovenska narodna zavest začela v 19. stoletju. Pa še takrat tiste, ki so to vzpodbujali, sodobni slovenski zgodovinarji pogosto poimenujejo kar za nacionaliste. To je nevzdržno, nedopustno in nenazadnje se mi zdi, da na tak način sekamo korenine našega naroda in na to je treba ves čas opozarjati. Rekli ste jezik kot nek ultimativni, na nek način povezovalni člen, seveda svoje države nismo imeli, bili smo vedno pod neko tujo oblastjo, pod nekim, recimo temu, celo tujim jarmom. Torej jezik je bil res tista pomembna stvar, ki je slovenstvo na nek način tudi definirala, da tako rečeva, ne? Kako vidite recimo ta razvoj? Torej,
ko se je za jezik potrebno boriti, ko se je potrebno izboriti ta prostor in pa danes, recimo primerjalno, ko imamo dovolj prostora za slovenščino, pa vendarle se nam zdi, da na nek način ne cenimo več toliko, kot smo včasih recimo cenili, ko se je bilo treba boriti za to. Zagotovo moram tu seveda poleg že omenjenih izjemnih slovenskih literatov ali pa tudi Slovencev omeniti vlogo cerkve. Tudi Primož Trubar je bil nenazadnje duhovnik in tudi v 19. stoletju je bila pomembna podpora katoliške cerkve, duhovništva za intenzivnejšo rabo slovenskega jezika v javnosti. Zagotovo med vsemi izrazito izstopa škof Anton Martin Slomšek, ki se je zavedal, kako pomembno je širiti bralno pismenost med prebivalstvom na takratnem Slovenskem, v deželah takratnih slovenskih. In zato je že sredi 50. let oziroma na začetku okrog leta 1850 naslovil na takratni ilirski guberni prošnjo za ustanovitev Slovenske matice kot tiste prve temeljne založbe. No, vemo, da je potem leta 1851 spodbudil nastanek prve slovenske profesionalne založbe, družbe Svetega Mohorja, ki je bila izredno pomembna, da je širila bralno pismenost na podeželju. Naj omenim samo tiste znamenite Mohorjanke ali večernice, ki so jih skupaj prebirali doma. In recimo tudi Prežih Ovoranc je dejal, da nikoli ne bi postal pisatelj, če ne bi imeli doma Mohorjank, ki so jih prebirali. Tako da so odigrali izredno pomembno vlogo za dvig bralne pismenosti med slovenskim prebivalstvom in seveda tudi krepitev tega literarnega jezika, ne zgolj slovenščine kot pogovornega jezika. No, še vedno pa, in to ves čas poudarjam, ko z roko zamahnemo danes, češ, slovenščina je tako in tako priznana, suverena, za njo ne rabimo skrbeti, lahko vpeljemo tudi slovenščino na naše angleščino na naše slovenske univerze. In takrat vedno poudarim, kako težko pa je bilo razviti slovenščino še na tej stopnji strokovnega in znanstvenega jezika. Ko je znameniti rodoljub Lovro Toman povprašal avstrijskega takratnega ministra Šmerlinga, zakaj še vedno ni pouka v gimnazijah, torej sredi 19. stoletja, ko vemo, da je bila šolska reforma že izpeljana, je ta odgovoril, da ta jezik ni primeren za kaj drugega kot za krščanski nauk. Kaj je hotel povedati? Da seveda nimamo razvite te znanstvene strokovne pojavnosti slovenskega jezika in zato ta jezik ne more biti suveren. In seveda je s tem suverenostjo slovenščine in njeno nesuverenostjo se spodbijala tudi suverenost slovenskega naroda kot takega in kasneje tudi seveda njegovih želja po zedinjeni Sloveniji in samostojni državi. No, in zato je bila tako zelo pomembna ustanovitev Slovenske matice 4. februarja 1864, ki je potem sistematično začela izdajati kot druga najstarejša slovenska založba tudi učbenike za gimnazije, najprej prevode iz nemščine, opravljal jih je recimo Fran Erjavec in drugi, pozneje pa tudi že izvirna slovenska strokovna in znanstvena dela. In zato, ker je bilo tako težko priti tudi do te strokovne, znanstvene plati slovenskega jezika, je seveda zelo, zelo pomembno, da to ohranjamo. In Slovenska univerza pač ne rabi več prejemati slovenskih proračunskih sredstev, če misli predavati v angleščini, saj je bila ustanovljena ravno z namenom, da poteka na njej pouk v slovenskem jeziku in to o tem piše tudi naša ustava. Rekli ste, da
so takrat bile Mohorjanke tisto, kar je spodbujalo na nek način bralno pismenost med torej, nekim podeželskim prebivalstvom. Danes se pa na nek način spet soočamo z neko krizo jezika, da tako rečemo. Ne? Mladi seveda ves čas uporabljajo recimo temu tuje aplikacije, veliko poslušajo te YouTube videe, no tudi mi starejši seveda se niso z mladi neki izključeni oziroma v nekem vakumu, ampak a mislite, da bi danes mogoče za spodbujanje lepote, za spodbujanje uporabe, za spodbujanje tako kot ste rekli, tudi v znanstvenih krogih oziroma znanstveni jezik kot tak v uradnih inštitucijah, da bi rabili nek močnejši spodbujevalnik, kot so bile takrat Mohorjevke, recimo, da bi zopet pridobili to zavest. Ali kje mislite, da je danes problem tega, da se to na nek način izgublja, pozablja, upušča, želimo biti nekako enakopravni, želimo biti nekako multikulturni, vključeni, široki, neizključujoči. Kje vidite tukaj recimo spodbude in težave? Zagotovo je ključna tukaj šola in sam izobraževalni proces. Takšen odnos, kot ga bodo pokazali do jezika profesori na celotni izobraževalni vertikali oziroma učitelji, takšen odnos bo seveda imel tudi potem mlad človek do svojega jezika. Če ga bodo pokazali kot nek temelj njegove osebne identitete, potem bo ta temelj, te svoje korenine znal tudi negovati. Pri Slovenski matici smo izdali knjigo doktorice Tine Bregant Vznemirljivo potovanje po razvijajočih se možganih. In v tej knjigi je objavljena imenitna raziskava o tem, ko so belopoltim, angleško govorečim otrokom starosti do 5 let, tako da že lahko seveda artikulirajo svoje občutenja, misli in tako dalje, predstavili audiovizualni posnetek belopoltega Francoza, ki govori francosko, in temnopoltega Južnoafričana, ki je govoril angleško. In ko so te otroke vprašali, komu bodo bolj podobni, ko bodo starejši, so vsi pokazali na temnopoltega Južnoafričana, samo zato, ker je govoril angleško. Kaj torej pričuje ta raziskava? Da se otrok v prvih letih življenja najbolj temeljno identificira z maternim jezikom. Da torej ni ključna zanj barva kože, njegova polt, ampak to, kar je njemu blizu, kar sliši kot tisto svojo materino govorico, ki je prisluškoval že seveda v materinem trebuhu. In zato je tako zelo pomembno, da otrokom predstavimo, kako je to temeljna točka, po kateri se seveda človek določuje. Zakaj? Filozof Ludwig Wittgenstein je dejal, meje mojega jezika so meje mojega sveta. Kaj je hotel s tem povedati? Da tako širok, kot je moj besedni zaklad, tako bogastvo izraza, kot ga imam, tako globoko bodo lahko segle moje misli in tudi tako visoko, in temu bodo seveda sledila moja dejanja. To pomeni, da v neki poplitveni angleščini, ki ni naš materni jezik, ki jo potem vedno kot priučeni poznamo, ne moremo nikoli razviti take širine misli in takega seveda diapazona neke svoje družbene dejavnosti, kot jo lahko, če izhajamo iz svoje materne govorice, lastnega besednega zaklada. Tako da poplitvenje neke jezikovne izkušnje ali pa identitete pomeni seveda tudi izrazito strokovno poplitvitev celotnega mišljenja. Če se naveževa oziroma če greva majčkeno stran od jezika, pa greva
ker določeni misleci tudi pravijo, da zdaj jezik ni ultimativno povezan z narodno identiteto kot tako, ampak je narodno identiteto sestavlja več. Narodi, ki imajo zelo bogato zgodovino, jih to zelo tudi povezuje. No, saj Slovenci imamo tudi kar bogato zgodovino, ampak kaj mislite, da je bilo tisto, kar je te ljudi, ki so bili taki močni spodbujevalci, torej narodne identitete v preteklosti, kaj mislite, da jih je gnalo do tega, da so sploh tako, kot ste omenili, duhovščina, ki ni nujno, da je tista narodna identiteta tista čista prva in najvišja stvar, logično, najvišja stvar je vendarle Bog. Kaj mislite, da jih je gnalo k temu, da so torej toliko krvi, recimo temu, dali za to, da je slovenstvo na nek način živelo, preživelo, se ohranjalo? No, naj vendarle pripomnim k vašemu izhodišču, k temu premiku v samem najinem diskurzu, da ne moremo posploševati neke obče teorije razvoja nekega naroda in identitete, narodne identitete in tudi posameznika znotraj neke družbene skupnosti. Govorila sva o slovenski izkušnji in slovenska izkušnja je pač taka, ker nismo imeli neke svoje lastne državne tvorbe, nekega razvoja lastne slovenskih oblastnikov in podobno. Tako da je treba pač upoštevati to specifiko slovenskega naroda in ne zanikovati te v bistvu bi rekla kar faktografske resnice. Po drugi strani pa omenjali ste te izjemne osebnosti, ki so si tako zelo prizadevali za slovenščino, da bo morda ta diskurs malo bolj zanimiv. Naj povem, kako temeljito so vsi, zlasti v drugi polovici 19. stoletja, to čutili nekako kot svojo temeljno nalogo, ne samo poslanci, bodisi v naši deželni, na Kranjskem, ampak tudi seveda vsi duhovniki, intelektualci, umetniki. Zelo dobro poznamo Josipa Jurčiča kot pisatelja. Nekoliko manj pa nam je znano dejstvo, da je bil kar 10 let, med letoma 1871 in 1881, urednik Slovenskega naroda. To je bil dnevnik, ki je res redno izhajal in seveda je bilo to zanj izredno garaško delo. Ampak Josip Jurčič se je zavedal te vloge in je uvedel posebno rubriko, tako za profesorje in posebno rubriko za uradnike, v kateri je objavljal: danes se vam javljam z Litijskega, tam uradnik ta in ta, še vedno zna slovensko, pa noče govoriti, profesor Böhm iz Ljubljane noče, poučil je samo v nemščini. In seveda, kaj se je dogajalo? Čez 3 dni je bil v Slovenskem narodu že objavljen demant in ne, profesor Böhm se nam je javil, govori tudi slovensko. Podobno zanimiva anekdota se je zgodila, ko so razsajale koze po Ljubljani in je takratna oblast dala letak samo v nemškem jeziku. In Josip Jurčič ironično objavil v Slovenskem narodu: Slovenci, da so lahko veseli, ker se pač koze prijemljajo očitno samo nemškega prebivalstva v Ljubljani. In v 2 dneh je bil oglas seveda objavljen tudi v slovenščini. Skratka, vrsta drobnih, majhnih, a neskončno pomembnih gest, s katerimi so se borili za uveljavljanje slovenščine v javni rabi. Torej, kot uradnega jezika, kot izobraževalnega jezika in podobno. In naj povem, da to ni zdaj impuls neke prebuje narodov v 19. stoletju, ampak
so se tega procesa zavedali tudi na začetku 20. stoletja s povsem enako močjo. Recimo Ivan Cankar je v samo 8 letih pri Slovenski matici izdal kar 10 svojih del, med njimi romane, torej izredno pisal intenzivno v tem času. Potem pa se nenadoma to njegovo sodelovanje s Slovensko matico zaključi leta 1908. In kaj vidimo? Razlog razkrije v uvodu v svojo zbirko Moje življenje, kjer napiše, da je Slovenske matice prejel nek formular, ki je bil hrvaški, moj občevalni jezik pa je doma izključno slovenski. In napiše, kako je ta formular vrgel v smeti, ker so se končno uradniki naučili slovenščine, počasi se je bo morala tudi Slovenska matica. Skratka, ta zavest o slovenskem jeziku je bila in njegovem pomenu in pomenu njegove krepitve in odločnem vztrajanju, da doma govorimo izključno in samo slovensko. Jasno, da če je bil na Dunaju in tako dalje, da je uporabljal seveda nemški jezik, je bila tista temeljna enako močen impuls tudi pri Ivanu Cankarju. In vemo, da je nasprotoval vsakršni, tudi če je objavil, imel to znamenito predavanje Slovenci in Jugoslovani, je nasprotoval vsakršnemu mešanju, povezovanju z južnoslovanskih jezikov, in zato je tako ostro obsodil Slovensko matico, ker je bil takrat postal njen predsednik Fran Ilešič, ki je bil ilirist in si prizadeval za nek skupni jezik. Skratka, vrsta teh izjemno pomembnih osebnosti tudi v naših socialističnih časih vemo, da so poskušali vpeljati skupna jedra, tako imenovana, kjer bi se predvsem seveda učili nekako jugoslovansko književnost, ki seveda ne obstaja in bi bila čista fikcija. In takrat so znova svoj glas povzdignili slovenski pisatelji, zato zagotovo pričakujem intenzivnejši odziv Društva slovenskih pisateljev na vso to v bistvu poniževanje slovenščine, ki se dogaja. Mislim, da je zelo velika krivda tudi na inšpekciji, ki deluje pri Ministrstvu za kulturo. Namreč tam je inšpektorat za javno rabo slovenščine, ki bi lahko dosegel, da nimamo nazivov podjetij v angleškem jeziku in seveda drugih lokalov in podobno. Tako da na Slovenski matici začenjamo projekt Oko in uho za slovenščino in upamo, da bomo z njim spodbudili mlade, da bodo zapisovali, kje vse se pač slovenščina v javnem prostoru ne rabi, kot je to nekoč počel Josip Jurčič, in upam, da nam bo uspelo, da se bo znova kdo tako sramoval kot v Jurčičevih časih. Ja, vseeno vas moram še majčkeno pognjaviti, ker vendarle ta ideja, sploh ta, recimo temu globalistična ideja, ki je danes prisotna, torej vse združimo pod na nek način eno marelo, da tako rečem. Vas moramo vseeno še enkrat vprašati, kaj mislite, da je bil tisto vzgib teh ljudi, da so se tako močno borili, ker vendarle bi bilo najverjetneje nek sprejeti, seveda, v eni generaciji se to ne da, materni jezik je materni jezik, ampak če se počasi to ukomponira v kulturo, ukomponira v javno življenje, potem dobimo nek bogat jezik z bogatim znanstvenim, tako kot ste rekli, v določenem obdobju se je mogel zelo razvijati, da je postal enakovreden pravzaprav ostalim jezikom. Torej, zakaj so se tako borili za to, da bi slovenščina obstala in stala? Ja, vzgib je povsem jasen. Bili so tisti, ki so se še zavedali svojih korenin, niso imeli za seboj tega res nesrečnega socialističnega obdobja,
zgodovine slovenstva, ki je na nek način poskušal ustvariti novega človeka, za katerega vsa preteklost seveda sploh ni več pomembna, zato da ga lahko v Orwellovem duhu oblikuješ po svoje. Oni so se teh korenin zavedali so se, kaj pomeni imeti lastno identiteto in kaj pomeni izgubiti to identiteto. In zato recimo povsem enako, ker se je še imel to izkušnjo izredne ogroženosti, se je tega zavedal pisatelj Boris Pahor. Boris Pahor vemo, da je živel res v časih 3 totalitarizmov na nek način, da je v Italiji že pred drugo svetovno vojno izkušal najprej, seveda so mu prepovedali rabo jezika. Zakaj najprej prepove nek oblastnik rabo tvojega jezika? Ja, zato ravno, da bo posekal tvoje korenine. Torej je jezik tako zelo pomemben, že tu je dokaz, a ne? Torej ni mogel uporabljati jezika, se šolati v slovenskem jeziku. Potem so mu uničili to skupnost, ki jo je predstavljal Narodni dom s požigom. Potem je pa seveda doživel tudi izkušnjo izjemne fizične ogroženosti v koncentracijskem taborišču. In kaj se je Borisu Pahorju zgodilo? Potem, ko je prestal že vse to izkušnjo do tega, da so mu poskušali vzeti celo življenje, je nazadnje doživel tudi ta 3. totalitarizem, torej komunizem, ki mu je od leta 1975 prepovedal za nekaj časa tudi vstop v takratno Jugoslavijo in seveda objavljanje njegovih del. Torej, javno izbrisati njegovo ime iz tega takratnega jugoslovanskega prostora zaradi objave intervjuja z Edvardom Kocbekom o povojnih pobojih. In Boris Pahor je imenitno napisal v svojih, objavljeni so v esejistični zbirki Ta ocean strašno odprt, ki je izšla leta 1986, je imenitno zapisal o tem, kako je našel odlomek pri Edvardu Kardelju, ki govori, prišli bodo časi, ko seveda sploh ne bo potrebna več revolucija, ampak se bodo narodi po mirni poti stopili med seboj. Torej je to v bistvu komunistična, marksistična agenda, je ta internacionalizem, stapljanje, globalizem, v katerem se izgubi identiteta posameznika. Vemo, da je bila to zelo pomembna Gramscijeva agenda, zato jo je tudi Boris Pahor izredno poznal dobro. In v tej zbirki esejev oziroma teh esejističnih zapisih jasno potem napiše: nismo se zato borili za svojo narodno identiteto, da se bomo zdaj pustili kar stopiti. In je tudi tej ideji, v bistvu ideologiji, rekel odločen ne. Zakaj je treba reči odločen ne? Poglejte, da je tu zadaj nek ideološka tendenca oziroma težnja, vam pričuje paradoks. Ves čas vas poudarjajo, da morate spoštovati kulture drugih, poudarjajo multikulturalnost, spoštovanje drugačnosti. Pa mi povejte, kako boš spoznal drugačnost drugega, če ne boš prepoznal, kaj je lastno tebi samemu. Ko ti veš, kaj je tvoje lastno, boš lahko vedel, v čem je drugi drugačen od tebe. Torej, izrazito poznavanje lastne identitete, lastnih nacionalnih, kulturnih, jezikovnih in drugih posebnosti šele omogoča posamezniku, da bo lahko spoštoval drugačnost drugih etničnih, kulturnih, jezikovnih in drugih skupnosti. In tu je ta paradoks, hočejo vas prepričati, da morate slovenstvo izbrisati iz svojega srca, ker je pač to nacionalizem, a ne? Hkrati pa bi morali priznavati
narodne posebnosti, kulturne, jezikovne posebnosti vseh drugih narodov. Torej je res izrazita težnja, kakor je rekel Pahor, utopiti Slovence v nekem globalnem loncu, zato da bodo priročno predmet za manipulacije. Ja, to je res zanimivo, kar pravite, ne? Ko razmišljamo o tem, na katere identitete recimo je sploh pritiska. Ne? V bistvu saj ni samo slovenska identiteta na nek način podvržena temu, da se utopi, da se raztopi v nekem globalizmu, recimo v najširšem pomenu, ampak nekako celoten zahodni človek, a ne? Tako kot ste že prej malo omenjali, je na nek način se ga je vrglo v ta lonec. A ne? Torej, tako kot pravite, cenimo neke identitete nekoga drugega, tistega, ki pride, razumite njegovo identiteto, razumite njegovo, svoje pa čim bolj pozabljate, ne? Ampak vendarle v tem, kar pravite, se mi zdi ena taka velika resnica, da torej, ko do polnosti, na nek način do polnosti, kakor jo lahko, ne, razviješ svojo lastno identiteto, pravzaprav lahko šele prepoznavaš bogastvo tudi druge identitete, a ne? Brez svoje identitete niti ne moreš prepoznati tega bogastva. Torej, ko smo se 91. Torej osamosvojili in smo dobili svojo državo in smo polnopravni torej člani tudi mednarodnih združb, recimo temu, na nek način smo se osvobodili, se nam je odprlo to obzorje tega tudi slovenstva na nek način, sploh 91. Ko je bila tako vzdušje, neko utepljivo tudi, nek utepljiv ponos. Slovenci dobili smo svojo državo, dobili smo naš jezik in neki velja tudi in tako še bolj, kot je prej, a ne. Potem pa se zgodi teh 35 let tega našega slovenstva in v tem obdobju se pa zgodijo čudne stvari. In sicer prva stvar, ki se nam je zgodila, to, da če greš danes, obesiš recimo zastavo za recimo slovenski kulturni praznik, že veljaš kot napol nacionalista, te označbe so se zelo močno usidrale v slovensko tkivo v zadnjih, recimo temu 10 letih, mogoče prej niti ni bilo še toliko, v zadnjih 10 letih je pa res nek pritisk na to, ne? Če greš na Prešernov trg, rečeš Slovenec sem, si nacionalist ta velik, a ne? Ni tukaj sploh več dileme. Zakaj mislite, da se je to zgodilo? Kje mislite, da je nek ponos, neka ta, kot pravite, ne, kot ste tudi super povedali, neko tkivo, ki nas gradi, ki nas izgrajuje, iz katerega potem lahko pravzaprav polnost zaživimo, a ne? Kje se je to zgubilo? Zakaj se je to prelomilo? Zakaj mislite, da je prišlo do teh res prelomnih in tako kot sem rekel, ne samo v slovenstvu, ampak tudi bolj širše na zahodu, ne, do teh prelomnih momentov, kjer je vsako, lahko bi kar rekla, no, vsako malo bolj ponosno izražanje narodne identitete, že nek zatiralski nacionalizem, ko govorimo o domoljubju, že ne znamo več ne o domoljubju, ne o nacionalizmu govoriti, ne, ker je to vse eno in isto. Kje mislite, da se je to zgodilo in zakaj se je to zgodilo? Ja, drži na nek način, seveda, da je to globalizem, nek ideološki projekt zahodne civilizacije, kot ugotavljate. Ko sem prebirala kot otrok Žila Verna, sem si rekla, veljal je za znanstveno fantastiko, pa je zdaj že tako rekoč popolna resničnost. Ko pa sem prebirala v mladih letih Georgea Orwella, sem rekla, človek je dosegel tako stopnjo zavesti in demokratičnosti, da nikoli ne bo dovolil, da bi Orwellova realnost postala resničnost. In vendarle se vidi, da so tu zadaj neke elite, ki poskušajo upravljati ljudi na tak ali drugačen način, kot je seveda o tem, da smo vsi enaki, pa nekateri malo bolj, pisal že George Orwell, a ne. In te elite poskušajo, obvladujejo medije, obvladujejo torej ta javni prostor in vas lahko prepričajo v karkoli. Po drugi strani
pa ne drži čisto, da smo enaki z slehernim zahodnim človekom. Nenazadnje on ohranja svoj angleški jezik, recimo, a ne, in ta celo postaja prevladujoč, postaja na neki način norma, a ne, bi rekla strokovnega in kakršnegakoli komuniciranja sodobnega sveta, nam pa poskušajo vzeti ravno to, ta jezik kot naš izredni temelj, na katerem smo ali pa nismo, kot je vedel že Ivan Cankar. Sprašujete, zakaj se je to izgubilo? Mislim, da ni, da je na eni strani seveda izrazita ideološka težnja določenih elit, ki so si predvsem prisvojile kulturo. Prisvojili so se kulturo na način, da jo zlorabljajo za neke vrste kulturni boj. In tudi to je bila paradigma seveda marksističnih šol po drugi svetovni vojni. Recimo frankfurtska marksistična šola, spominjam se, kako je profesor Debenjak vedno poudarjal, da so izjavili, revolucija je končana, začenja se pohod skozi inštitucije. In seveda kot študentka nisem razumela, kaj pravzaprav hoče s tem povedati. Danes mi je povsem jasno, da te elite, a ne, ki imajo neko svojo idejo, kako upravljati torej zahodnega človeka, celoten svet in podobno, da te elite morajo osvojiti temeljne inštitucije nekega naroda. Univerzo, ne vem, sodišča, potem skratka vse te družbene strukture, ki so ključne, da je neka država suverena in nek narod, ki je to državo vzpostavil, ohranja svojo suverenost ali ne. Zdaj Slovenci imamo pa dvakratno ranljivost. Ne samo to ideologijo, ki je prišla v univerzitetne kroge celotnega zahodnega sveta in te temeljne javne glavne inštitucije, ampak seveda to svojo jugoslovansko preteklost. Nekateri pač še vedno po 35 letih živijo iz te svoje jugonostalgije in poskušajo tudi današnje generacije prepričevati, kako imeniten pravzaprav je bil ta svet, ta povezanost in vse ostalo. V resnici pa je tudi v takratni skupnosti šlo ves čas za neko poskus hegemonije zlasti srbskega naroda v tej skupnosti in tudi danes se mi zdi, ko opazujem, a ne, ta slovenski kulturni prostor, da na nek način prepuščamo vedno več teh elementov v svojo lastno kulturno identiteto. Absolutno sem za dialog vsak trenutek, tudi mi odlično sodelujemo s Srbsko matico, Slovenska matica in podobno, seveda za dialog med kulturami, ne pa za hegemonijo ene kulture nad drugo kulturo. Torej, za tako hegemonijo, da vas poskušajo v vašem lastnem kulturnem prostoru prepričevati, da je vse to, kar vi počnete, nacionalizem, če pa se sredi Ljubljane postavi spomenik mehkemu Č, pa ni srbski nacionalizem. Ja, to je izredno zanimivo. Zakaj mislite, da je tako razmišljanje, ne? Ker že večkrat v preteklosti se je ugotovilo in se tudi seveda danes izraža, ne samo v Sloveniji, tudi recimo v Španiji so zelo poudarjeno, ali pa tudi v Angliji, torej v Veliki Britaniji, ne? Torej ta hegemonija, ki se na nek način poskuša ustvarjati, da bomo kao vsi skupaj zaživeli eno tako miroljubno, ne vem kakšno življenje, da so ovire samo tiste, ki je nek kulturni izraz ali pa mogoče celo jezikovni izraz, in vendar se je v preteklosti večkrat pokazalo, da te poskusi klavrno propadajo, skoraj vedno znova, ne? Da je to nekaj, kar je močneje zasidrano v človeka, kot si nekdo lahko predstavlja. Zakaj mislite, da kar naprej poskušamo s temi eksperimenti?
tega poenotenja, kaj mislite o tem? Človeštvo bo vedno to preizkušalo, če pogledamo 2500 in še več letno zgodovino evropske civilizacije, lahko vidimo, da so bili seveda vedno te poskusi kulturne hegemonije, od grške zibelke Evrope dalje. In to zato, ker dopustimo, da nam vlada volja do moči. Torej iz neke volje posameznika do moči po tem, da bi nadvladal drugega posameznika, se neprestano smo, bi rekla, ujetniki tega koleslja. Zato je tisto, kar izrazito poudarjam in s čimer je že hotela antika humanizirati svojo skupnost, svoje sožitje in tako dalje, da brez temeljnih vrednot humanosti, človečnosti, človeškosti, brez tega, da začnemo namesto volje do moči poudarjati v ljudeh voljo do ljubezni, da bodo ljudje videli, da namesto izredne volje do moči, imeti, je veliko bolj pomembno, kakšen človek si, torej kakšen biti, da človeka veliko bolj osrečuje to, če naredi dobro delo, če zna biti v dialogu z drugim človekom. In če bi to privzgajali v mladih generacijah, bi zagotovo se veliko bolj osvobodili tega neprenehoma ujetosti v ta krog nadvlade, hegemonije, tudi kulturne. Pa vendar imamo občutek, da se to počne, da tudi levica recimo ves čas poudarja, ne, tudi ta recimo temu nevladna gibanja, ki so sploh v zadnjem času zelo izpostavljena, ves čas poudarjajo sožitje, ljubezen, dialog. Vi to omenjate, pa vendar se potem v družbi dogaja ravno nasprotno. Dokler so te nevladne organizacije tako bogato financirane, da se v njihove žepe stekajo ne tisoči, ampak 10 000, 100 000, tudi milijoni evrov, potem so ujetniki volje do moči, ujetniki imeti čim več denarja, imeti z denarjem čim večji vpliv, kupiti medijske in druge seveda prostore na nek način obvladovati, in ko bodo delali to iz srca, brez tega, da karkoli zaslužijo, bomo lahko verjeli v njihove besede o ljubezni, sožitju, srčnosti, spoštovanju drugega. Ja, zdi se mi tudi ogromen problem to, kar ste že vmes med najinim pogovorom enkrat omenili, da torej sožitje ampak sožitje med nami, ne med vami, ne. Tudi do te delitve danes precej prihaja, torej smo mi in so tisti. Kako pa to vidite recimo? A vidite sploh rešitev tega problema, ki se pojavlja ne samo v Sloveniji, ampak tako, kot ste rekli, pri tem slovenskem vprašanju, torej, spomnim se enega mima, ki ga je torej objavil nek znan slovenski slikar, kjer je na eni strani, koga sovražijo desničarji, recimo, desničarji lahko da v narekovajih konzervativci in vse, kar mogoče pa spada zraven, koga vse sovražijo desničarji in koga vse sovražijo levičarji, in je potem po desničarji je cela črnce, unga, tretjega, četrtega, skratka vse, medtem ko pa levica pa sovraži samo fašiste, torej samo, kaj mislite, da je, kakšen je izhod iz te zagate? Imate kakšne pametne ideje v zvezi s tem? In kdo je bil tisti, ki je uporabil besedo sovražnik? Vprašajmo se, zakaj rabijo besedo sovražnik? Zato, ker so oni tisti, ki hočejo ves čas razdvajati, ker imajo iz te razdvojenosti, iz poudarjanja sovraštva, ki ga ves čas seveda pripisujejo drugemu in drugačnemu, obenem pa govorijo, kako je treba drugačnega sprejeti, ker imajo z tega čisto enostavno materialno korist. In rešitev je v tem, da bodo, upam, Slovenke in Slovenci imeli nekoč tega zadosti. Govorimo o tako imenovanem predoziranju.
ko ves čas bombardirajo, prepričujejo, govorijo o tem, se seveda vi vprašate, pa zakaj so tako glasni nenehno, zakaj ves čas o tem govorijo? Zakaj ne morejo dati roke meni, vam, ne vem, komurkoli na desni političnem polu? Torej je v njih neko sovraštvo in v njih je tisto sovraštvo, ki ga pripisujejo drugemu in drugačnemu. In zato vas čas pravim, Slovenke, Slovenci, predramite se, ker enostavno bo treba uzreti to manipulativno moč medijev, informacij. Naj povem samo primer, ki sem ga slučajno zasledila v zadnjih dneh. Slovenski mediji so množično poročali, kako je ta film o Melani negledan, da je popoln absurd, da so prodali eno vstopnico in podobno. V resnici, pa če pogledate, in tudi če vprašate ChatGPT, ki črpa iz tujih medijev in iz tujih, vam jasno odgovori, da je zaslužil 8 milijonov v enem tednu. Tako da, vidite, to so te nenehne manipulacije, ki jih je treba spregledati. No, sej, lahko ima vsak svoje mnenje v zvezi z Melanijo in Trumpom in tako naprej. Mogoče zadnjo... Nisem hotela tega primera povedati zato, ker bi kakorkoli se hotela opredeljevati do same osebnosti. Gre za manipulacijo, ki je v medijih ves čas prisotna in dejansko morajo ljudje sami začeti preverjati informacije. To sem hotela poudariti. Sem razumel, ampak ja. Mogoče zadnje vprašanje. No? Govorili ste o tem, kako se je ta pozabimo na preteklost, pozabite svojo identiteto, pozabite svojo kulturo, konec koncev, gradimo na novo nek lepši, boljši svet, kako se je zažrla v vse pore, v šole, v univerze, v srednje šole, v javne urade, v sodstvo, v vse pore. Pa dajva, a lahko zaključiva na en tak malo optimističen način, kako to vsaj uravnotežiti, če ne že na nek način premagati tega ne vem, kakšno besedo ne uporabim, na misel mi prašu tega pesjana, ki se sprehaja po Sloveniji. Optimističen je že kulturni praznik. To, da imamo kulturni praznik kot državni praznik, je seveda poklon slovenski kulturi. To, da prebiramo Prešernovo Zdravljico, v kateri je pravzaprav povedano vse. Izrečena je, poudarjena je pomen mladine, mlade generacije, tistih, ki bodo prihodnji pisali zgodovino slovenstva. Poudarjena je ta odnos do drugega, ki je pozitiven, zdravica, ki povezuje, združuje prijatelje, Slovence v slovanski svet, tako da gradi in ves svet, tako rekoč, in na tak način gradi to svetlo luč, ki je edina luč pravzaprav nadaljnjega obstoja človeka, človeštva, tudi zahodnega sveta, in to je luč povezovanja, to je luč dialoga, to je luč sprave, kot pravi tudi sam Prešeren. In verjamem, da bo ta luč tudi med nami slej ko prej zasvetila. Ja, dokler še gori žerjavica, tako pravijo, je še upanje in žerjavica seveda gori. Doktor Ignacija Frideljarc, jaz se vam res zahvaljujem za ta najin pogovor danes. Tako optimistično ste zaključili, da vas ne smem čisto nič več vprašati zdaj. Tako da res hvala za tole in tudi, da ste se odzvali, da ste tukaj na družini prišli na družino tole, da smo malo poklepetali, tako da res hvala lepa za to. In srčna hvala za povabilo in seveda želim vsem Slovenkam, Slovencem, vsem državljankam in državljanom čudovit in zares kulturni praznik. Hvala lepa. Spoštovane in spoštovani, to je bila doktor Ignacija Frideljarc. Vidimo se prihodnjič. Hvala lepa.